Dobrodošli na popoldanskem predavanju, kjer bomo govorili o zeliščih. In v psalmu, ki govori o zeliščih, je psalm 104:14, kjer je Bog dal zelišča človeku v službo, v rabo. In v preučevanju zelišč počasi vidimo, in seveda pri preučevanju zelišč, v bistvu to, kar počnete, da preučujete to, kar zelišča storijo, in preučuje tudi sestavine zelišč. In ko počnete to, potem počasi vidite, da vsako zelišče ima različen učinek na različne dele telesa. Torej, ko bomo šli skozi to predavanje, si bom pogledala zelišča in hkrati si bom pogledala tudi različne dele telesa in kako lahko različna zelišča pomagajo temu. In danes bi rada začela z slippery elm, rdeči brest. Rdeči brest je prah spremenjena skorja drevesa, rdečega bresta. In rdeči brest se lahko uporablja na zunaj in tudi na znotraj. In včeraj, ene izmed zadnjih obkladkov, ki smo ga storili, je bila kombinacija rdečega bresta in aktivnega oglja. In to je bil obkladek, ki ga uporabljamo za različne stvari, kot so zapike, razne zastrupitve od zunaj. In omenila sem tudi, da se lahko uporablja tudi za zelo razdražen želodec, zamašen prsni koš. Omenila sem tudi, da Jethro Cloth v Back to Eden knjigi piše, da je rdeči brest eden izmed teh, ki bolj globoko privlači k sebi. Včeraj sem govorila tudi o ricinusovem olju, da tudi ta zelo globoko prodre, ampak ricinusovo olje nič ne vleče ven. Torej, zelo pomembno je, da vemo razliko. Torej, to prihaja iz ricinusa in ricinus pride zelo globoko in razgradi grudice, izbokline, zastoje, strdke, brazgotinasto tkivo. Torej, črni brest, rdeči brest gre zelo globoko, ampak tudi privleče k sebi. Torej, lahko ga uporabimo na ta način od odzune. Lahko ga uporabimo tudi na skalpu, na glavi. In če bi ga uporabili na skalpu in zelišče, ki je specifično za vse probleme z skalpom, morda si za trenutek pogledamo skalp, za vse probleme s skalpom je rožmarin. In to je rožmarinovo esencialno olje. Torej, ta esencialna olja so draga, ampak zapomnite si, da je potrebno celo vedro tega zelišča, da dobite eno kapljico olja. Torej, ni čudno, da je tako drago. Ampak pomembno se je zapomniti to, da so tudi zelo močna. Torej, zelišče za skalp je v bistvu vaš rožmarin. Ne rabi biti v esencialnem olju obliki, lahko je tudi čaj. Seveda ne bo tako močno, ampak kakorkoli že. Lahko ga prevrete, ogromno količino tega rožmarina v malce vode in s tem naredite tudi veliko močnejšega. Vse, kar se tiče glave, uporabljate rožmarinovo esencialno olje. Tole iz skalpov imamo kar nekaj problemov in en problem je lahko uši na glavi. Torej, z ušmi lahko namažete skalp z rdečim brestom, malo dodate vode, da postane kot žele, ampak z ušmi, torej, te reči lahko počnete z rdečim brestom, ko gledamo skalp. Torej, z njim lahko, če uporabljate recimo za uši, dodate nekaj, kar je zelo močno, torej lahko porabite timijanovo olje. Timijanovo esencialno olje je zelo močno in uši ga sovražijo. Kar lahko storite je še tudi, da recimo zato bi uporabili polovico skodelice rdečega bresta, praha, in v tej polovici skodelice daste morda 1,5 skodelico vode. Torej v tej mešanici boste morda dodali tudi 6 kapelc
timijanovega esencialnega olja. In to je zelo močno. Ampak to je približno na skodelico in pol želeja. In kako boste to nanesli na glavo? Preden sem bila psihiatrična sestra, sem bila frizerka. In preden smo pobarvali lase, smo jih ločili na sekcije in potem smo dali glavnik vmes in pobarvala eno vrsto in potem nekaj vmes in spet drugo vrsto. Tako da je v bistvu celotna glava pobarvana s tem želejem, s to mešanico, ki lahko pobije uši. In potem to obdržite vse zavito, lahko date kapo za tuširanje ali plastično kapico, približno za 4 ure pustite to gor. Uši, proti ušebe lahko to uporabite. Kaj pa, če ima nekdo zelo suho kožo na glavi, prhlaj, včasih morda tudi luskavico na glavi, bo tudi rdeči brest čudovit za čiščenje tega in hraniti ta del telesa. Kaj bi potem storili je, naredite približno isto količino, ampak sedaj boste dali noter rožmarinovo esencialno olje, zato ker zelo hrani kožo na glavi. Rečemo suha koža, ekscem. Nekateri ljudje doživijo eksceme na glavi. In tako bi zmešali rdeči brest z rožmarinovim oljem. Kako pa je z izgubo las? Izpadanjem las? Za izpadanje las je čudovita mešanica za to četrtina skodelice kokosovega olja in četrtino skodelice ricinusovega olja. Dodate še 6 kapljic rožmarin esencialnega olja. In oseba, kar stori, je v bistvu to umasirajo v kožo, zvežejo v vozu in pustijo cel dan. Nekdo vpraša, lahko spim s tem? Ja, če želite, lahko spite s tem. In potem, ko je to izprano, boste zelo previdni glede šampona, ki ga uporabljate. Dala vam bom ime, kaj nikoli ne želite v vašem šamponu. Imenuje se sodium lauryl sulfat. Sodium lauryl sulfat je to, kar v bistvu uporabljajo v šamponih. Včasih celo v zobnih pastah, da se peni. In ta snov, sodium lauryl sulfat, je kemikalija, ki ubija, ki uničuje lastne mešičke. Torej tega ne želite. Če niste sigurni, kakšno so imena na vašem proizvodu, poglejte, kaj te snovi so. To ni težko storiti. Vprašanje? Imate tudi recept, kako lahko sami naredimo šampon? Nimam recepta za šampon, ampak spomnite se tiste visokega gospoda z oranžnimi lasmi in brado. On si pere vse samo sodo bikarbono. Slišala sem, da se lahko pereš lase tudi z aloe vero. In očitno bo to se tudi napenilo. Saj pri nas doma imamo veliko vrst naravnih šamponov, tako rekoč. Gospa pravi, imam knjigo, kjer piše, da naj uporabljamo olja z esencialnimi olji in si s tem peremo lase. Ja. Lahko probate, sigurno lahko probate. Prva Tesaloničanom 5:25. Preizkusite vse reči in obdržite tiste, ki so dobre. Vprašanje. Tudi jaz sem poskusila narediti šampon in sem ga naredila po istem receptu kot za milo. Kemijska formula. In potem sem po Facebooku vprašala gospe in so rekle, da mora biti drugačno za tekoče stvar. In nisem vedela, kje te snovi dobiti, in ker imajo veliko kemikalij noter.
Tudi za milo, ko sem ga naredila, je trajalo 4 do 6 tednov, preden si ga lahko šele uporabil. Z izpadanjem las, kaj Ellen White pravi 127, ko pride do zdravstvenega problema? Poglejte, kaj je vzrok. Torej, včasih je izpadanje las zaradi hormonskega neravnovesja. Včasih ljudje imajo drastično izpadanje po velikem stresu. Včasih pa pride do izpadanja las zaradi, tudi jaz imam prijateljico, ki si je ravnala lase z likalnikom. Po 20 letih so te kemikalije, ki jih je tudi uporabljala, je uničilo mišičke. In hkrati tudi te čudovite frizure, ki jih vidim pri Afričankah, napetost in teža vseh teh malih spletk, ki si jih spletejo v glas, lahko povzročajo izpadanje las. Torej, treba je pogledati na vzrok. Zato, ker če ne izklopite vode, boste še vedno pometali v drugem koncu sobe. Gospa pravi, da po koroni vidi, da ima veliko ljudi veliko izpadanje las. Ja, po koroni, seveda. Če ima kdo veliko izpadanja las in če prihaja novi lasje in jih vidite, te male laske, potem lahko osebi zagotovite, da prihajajo. Sedaj bi pa pogledali, kako lahko uporabimo rdeči brest znotraj. Torej, rdeči brest. In omenila sem to tudi včeraj, da vsebuje tudi rastnih stimulans. In ta stimulans stimulira hitro zdravljenje. Torej, ne samo, da vsebuje rastni stimulans, vsebuje tudi pokrije in blaži in zdravi sluznico v prebavnem traktu. Torej, gre za čudovito zelišče, ki lahko date ljudem, če imajo morda vneto grlo. In omenila sem tudi že, ko sem bila na Škotskem in imela sem razdraženo grlo. To je bilo ravno dovolj, da sem lahko to olajšala, da sem lahko spala po noči. Rdeč brest obleče, pomiri, kamorkoli ga damo. Imeli smo gospo, ki je imela razjedena požiralnikov. Zakaj je bil njen požiralnik poln razjed? Zato, ker je imela zelo močan refluks. In ko bomo šli pri predavanju čez naše črevje, bomo šli tudi do tega v detajle. Torej, prednje je šla spat vsako noč, smo ji dali rdeč brest. In najboljši način, da ga zmešamo, ena mala žlička v vročo vodo, mora biti vroča. Zato, ker če zmešate v hladno vodo, potem se zgruda in to zmešate v polovico skodelice vrele vode in to hitro zmešate in potem pa date hladno vodo. Potem pa date glih prav. Niso vsi tako kot moj sin, ki mu je všeč grudasto. Veliko lažje je vzeti, ko je bolj zmešano. In vedno rečem zaposlenim, če morajo komu to dati, jim rečem, počakajte, da so pred vami, zmešajte in jim dajte, zato bolj kot sedi, bolj se zgodi. Se spomnite, ko sem delala obkladek iz oglja in sem morala dodajati vodo, zato ker bolj kot stoji, bolj se zgosti. Ker je bil tudi rdeči bresno. Torej, za gospo, ki je imela razjede na požiralniku, torej vzrok, seveda refluks, in ta mala mišica, ki gre v želodec, se lahko sprosti. Ko je sproščena, je zaprta in magnezij sprošča to reč. Se spomnite, danes zjutraj sem rekla, da uporabljam malce magnezija. To je en izmed reči, ki jih uporabljam na tem območju. Magnezijum citrat in to je najbolj preprost magnezij, ki se absorbira v telo. In dali smo ji rdeči brest pred vsakim obrokom in pred spanjem. In to je skoraj takoj pomagalo. Vprašanje?
Jaz sem pa uporabljala tablete, katere sem cuzala in so imele magnezij noter. In jim je tudi pomagalo. Ja. In tako vidite tudi, zakaj je pomagalo. Zato, ker sprošča to mišico, ki gre v želodec iz požiralnika. Ko boste videli pri predavanju o prebavi, boste to videli. Seveda, kar smo mogli nasloviti, je hrana, ki jo je, da ne je stvari, ki iritirajo. Te stvari vse morate pogledati. Dali smo ji rdeči brest pred vsakim obrokom in prednji šla spat zvečer. In zapomnite si, da ima tudi rasni stimulans noter. In seveda vsakeč prednji šla spat, je pogoltnila to reč in potem so se nekako ostanki, ki ostanejo, ki obložijo to sluznico, tako da stimulans lahko začne delati. Če pa imaš požiralnik poln razjet, to pa je zelo... To se ne zgodi čez noč. In to je še ena ilustracija, da so mnogi bolni zaradi ignorance, ker niso vedeli. In niso sigurni, kaj lahko naredijo za te preproste reči. Z rdečim brestom je lahko uporabljen za razjede v želodcu, razjede v želodcu, torej obložilo bo in zdravilo, blažilo sluznico. Vprašanje, ali to pomaga tudi v črevesju? Ja, pridemo še tja. Mal preskakujemo. Sedaj pa, večina problemov je seveda v kolonu. Zaradi vsebine malega čreva je ta ponovadi tekoča, torej ko pridemo do debelega čreva, torej imamo probleme kot je razdražljivo črevo, Crohnsova bolezen, kolitis, gastritis, vse to so v bistvu vnetja tega trakta. In različna imena aplicirajo na različne področja tega prebavnega trakta. Brest pa bo oblekel, pomiril in ozdravil sluznico. Ko nekdo ima zelo resen primer kolitisa, vnetja debelega črevesja, kako boste vedeli, da ima hud primer? 10krat na dan bodo jedli. In blato ne bi smelo biti tekoče. In tudi ne bi smelo biti kot bobki. Ampak mora biti mehko. Z malce oblike. Eden izmed naših gostov je rekel, nikoli nisem govoril o takih rečeh tako veliko, ampak to so ene izmed znamen, kaj v bistvu vaše telo počne. Če je v blatu, so delno prebavljene hrano, je to indikator, da se hrana ne prebavi pravilno. Če je blato temno, zelo temno, lahko indicira, da kaj krvavi. Če je sveža kri v blatu, potem lahko kaže, da so to hemoroidi. Če gre za svežo kri, potem bo to bliže izhodu. Mi pa smo imeli nekaj gostov, ki so rekli, krvavim. In potem smo preverili. In včeraj smo jedli sok rdeče pese. Včasih je samo to. Preprosto. Če pa gre nekdo 10krat na dan na potrebo, potem lahko jemljajo rdeč brest vsako uro. Ne morete pretiravati s tem, ker je tako varno zelišče. Ne morete pretiravati. Če pa ima nekdo zelo resen primer in potrebuje več, ker gre za dokaj kronično reč, potem naredimo 80% Golden Seal, kanadski zlati koren. Zlati koren je v bistvu korenina, raste tudi v gozdovih v Evropi in potrebuje 7 let, preden zraste in lahko to požanjemo. Mislim, da je frankincense, kadilo boswellija, da je to najdražja rastlina, ki lahko kupite, ampak zlata korenina je tudi zelo draga. Ampak ne potrebujete veliko. Torej nekaj reči o tej zlatem korenu. Prosti, to ni prav. 80% rdečega bresta in 10% zlatega korena. In pokazala vam bom, zakaj dajemo te reči v mešanico. In 10% mire. Gre za drevesno smolo.
In pogosto kupite miro v majhnih kojčkih, ker gre za smolo, ker se dobi od tega drevesa. Torej mi to damo v mlinček in zmeljamo v prah, da lahko iz tega naredimo to mešanico. Torej zlati koren je korenina in lahko ga kupite v prahu. Če ga pa ne morete dobiti kot prah, so zelo fine koreninice, lahko jih tudi zmeljete v prah, ker zato potrebujete za te mešanice prah. Torej to zmešamo v posodo in temu dajemo popravilo črevja na ime te zadevi. To je v bistvu naš recept za popravljanje prebavnih problemov. Zakaj uporabljamo zlato koreno? Zato, ker ima tudi ljubiteljsko ime kralj tonikov vsem sluznicam. Ne samo to, da je to kralj tonikov vsem sluznicam, kaj to pomeni v bistvu? To pomeni, da ko gre in se dotika sluznice, stimulira zdravljenje in tako dodaja tonus. Ko mešate rdeči brest, postane sluzasto. Sluzasto je lep način, da rečete, da je sluzasto, ja? Ampak mora biti tudi v črevu, ker ves naš prebavni trakt je oblečen s sluzom. Sluznica. Ne samo, da uporabimo to zlato koreno, ki je zelo široko uporabna kot antimikrobna stvar. To pomeni, da je proti glivicam, proti bakterijam. Torej, če so kakšne nezaželjene patogeni tam, jih lahko uniči. Imela sem nekoč gospo, ki je to jemala z razdraženim črevjem mnogo let in spremenila prehrano. To predavanje bomo še imeli. Prehrana je zelo pomembna. 5 alergenov, se je treba spomniti, ki v bistvu spodbujajo razdraženost črevja, ko je v netem stanju. Torej, mehka hrana. Včasih, ko ima nekdo tako stanje, mu ne morete dati niti surove hrane. Zato, ker surovo korenje je preveč grobo za njihovo črevje. In morda morajo celo jesti bel riž. Zato, ker morate biti zelo nežni tem črevesju, ko je tako vnet. Imeli smo gospo, ki je prišla na naš program. Jedla je hrano, ki je povzročala vnetje, ampak tega ni vedela. In dali smo ji torej ta zvark, gut repair, in potem čez čas me je 2 meseca kasneje me je poklicala in rekla, tako veliko bolje mi je, ne krvavim več in nimam več krčev. Tako zelo mi je bolje. Ampak rekla, zmanjkalo mi je tega zvarka popravilo črevesja. Rekla, da je dala samo rdeči brest, pa rekla, da ni isto kot prej. Hočem to stvar, to mešanco. Torej za neke ljudi je rdeči brest dovolj, za tiste, ki so pa bolj resni problemi, potem pa uporabimo ta zvark. In tudi vidite, zakaj dodamo tudi zlato korenino. Ker je močno, zelo draga stvar. Jaz ga imam. Zato, ker skoraj ni take reči, ki je tako dobro kot zlat koren. Vprašanje, kako pogosto to jemlješ in koliko? Odvisno je. Če nekdo gre 10krat na dan in krvavijo, imajo krče, potem date vsako uro. In te reči se pomorijo. Ko vidite, da se umori, potem zmanjšate. In tik pred spancem spet. Torej, probat morate. Gledate na odziv. Ste se spomnili, to vas učim? Včasih za čaj, ki ga gostje dobi, večina ljudi v bistvu na postnem dnevu grejo na WC kot običajno, ampak občasno pa pridejo ljudje, ki grejo 5krat zjutraj. In rečem lahko, vzamite malo rdečega bresta, to bo malce upočasnilo, reče. In reče, sem vzel, ampak ni pomagalo, pravijo. Potem pa potrebujete več. Razumete? Potem več potrebuješ. Torej vzamite vsake pol ure.
dokler se stvari ne umirijo. In potem je delovalo. Torej ljudi učite, ker ljudje ne vedo. Polnoma ignorantski so, ne vedo. Če kdo reče, da čaj za črevo ne deluje na meni, potem se reče, potem pač potrebujete več. Nekateri potrebuje 1 skodelico, drugi morda 3 skodelice. In to si bomo pogledali kasneje. Rada bi sedaj dala na stran zlato koren in pokažem, kje vsega še lahko uporabite. Zato, ker je kralj tonikov vsem sluznicam, to uporabite kjerkoli pač so sluznice. Torej, pričnemo recimo z očesom. Oče. Obstaja zelišče, ki se imenuje eyebright, augentrost, navadna smetlika. In navadna smetlika se lahko uporabi za vse probleme z očmi. Ni važno, kakšen problem je. To lahko uporabite. In to je zelo fin list. In to uporabimo torej, v čem plava očesno zrklo? V sluzni tekočini. Torej, kaj bomo uporabili? Zato, ker je kralj tonika vseh sluzastih membran. Torej, uporabimo tudi zlato koreno. Nekako pravilo za zelišče je 1 mala žlička, 1 skodelica vode. To je nekako približno. In včasih, kot boste videli, lahko pride do variacije. Ampak to je nekako približno. V večini primerih je to. To je tako kot nariban ingver, kot smo ga včeraj pokazali. Torej za žličko, skodelice vode in to je zame glih prav. Za nekatere pa je pač prevroče, ne? Nisem še srečala nekoga, ki bi rekel, da ni dovolj vroče. Torej, običajno je žlička dovolj za žlico. Torej, ta mešanica, vrelo vodo bodo prilili in to lahko naredite, če je zlat koren v prahu. Če pa je v koreninski obliki, potem se more pa kar malo prevreti. Naj vam pokažem z zelišči. Vedno kuhaš korenine, lubje in jagode. Za razliko od tega, če pa imaš posušene liste, potem samo prevrelo vodo poliješ čez. Pokriješ in pustiš, da se uleže. Torej, vrelo vodo poliješ na liste in cvetove. Kar pa imamo tukaj je, torej imamo list in korenino. Torej, lahko zlijete vrelo vodo na prah, zato ker je v prašni obliki. In bo dovolj, da bo sestavine pobralo. Če pa je korenina, potem bi bilo treba to skuhati. Torej, rečemo četrtina žličke, kjerkoli količino, četrtina žličke tega in četrtina žličke tega. Se upravičujem, četrt žličke smetlika in četrt žličke zlatega korena. Rečemo, da je v korenini ta koren. Četrt žličke, potem bi imeli to polovica skodelice, kaj ne? Zdaj, ker to je to primerno. Kar torej storite je, skuhate zlato koreno v polovici skodelice in to z nežnim vretjem. Jaz vedno kuham moje zelišča v steklenicah, takih steklenih posodah, ki to prenesejo. Mi kupujemo v second hand trgovinah in tam najdemo od kofeta tiste posode. Imela sem toliko ljudi, ki so mi jih poslali, kar nekaj jih zdaj imamo, zato ker lahko pride do reakcije z nerjavečim jeklom. In če kdajkoli greste v kitajskemu zdravniku in njegove zelišča, vam bom specifično povedal, ne kuhajte zelišč v nerjavečem jeklu. Želite, da se kuhajo v steklu ali pa keramiki. Idealno. Torej, nežno vrete. Torej, do vretja, potem zmanjšam na najmanjšo in dam pokrovko gor. Vedno je pokrovka gor. In potem 10 minut je ponovadi dovolj.
10 minut je večinoma dovolj in to gre za lahko vrenje. In potem, ko ugasnete toploto, potem dodate še listov smetlika in pokrijete. In s tem čajem počakate, da se ohladi in ko je hladen, ga odcedite. In potem operete oči kot kopel za oči. Lahko morda to počnete 3-krat na dan. Zakaj bi prali oko s tem čajem, s to mešanico? To bi recimo za sivo mreno, glavkom, za suhe oči, za rdeče oči, kakršnekoli pritožbe z očmi. Učenci, zakaj smo dodali zlati koren noter? Zdaj, ker je to kralj tonikov za vse sluznice, res je. Torej, vedeti morate zakaj. Kje je vaš zakaj? Vedeti moramo zakaj. Morda boste ta čaj dali tudi mnogo ljudem. In nihče ne bo vprašal zakaj, ampak ta zadnji bo vprašal. In dobro je vedeti. In potem bodo zaupali vam, ko jim boste lahko razložili. Zato, ker je najslabša stvar, ki jo lahko rečete, da je to dobro za vaše oči. Nekaj gostov se je udeležilo na naš program, so se pritoževali, da imajo suhe oči, vnete oči, da uporabljajo kapljice, ki jih pečejo in v bistvu ne pomagajo. In potem si oči operejo s to rečjo in prepustim to njim. Če si 2-krat na dan to naredijo, super, če se vam zdi 3-krat, pa 3-krat na dan. Saj veste, mi jih učimo, da vsak naj bi bil svoj zdravnik. Zdaj, ker samo vi veste, kakšen je vaš odziv in kako vam paše. In do konca tedna nam pravijo gostje, da oči še nikoli niso bili take. Srbeče oči, suhe oči so se kar popravile. Zelo dobra mešanca. Torej za glavkomo in sivo mreno lahko 3-krat na dan to delate. In za zvečer bi morda dodali še ricinusove olje na oči. To je zelo dobra kombinacija. Kaj bomo torej storili sedaj? Nadaljevali bomo. Sedaj pa prihajamo k sinusom. In mnogo ljudi ima probleme s sinusi. V Mayo klinike od 1990 so zdravniki odkrili, da so problemi s sinusi zaradi gob, zaradi glive. Našega programa se je udeležila tudi otorinolaringologinja in je rekla, ne boste verjeli, kakšne zelene smrkle in sluzi vlečemo iz nosov. In res zdravniki pravijo, da gre za glivo. Torej, zakaj raste tam? Zakaj? Običajno zato, ker ima oseba pšenično, glutensko, mlečno ali pa celo ovseno ali arašidovo alergijo. In če gre za alergijo, potem se proizvaja več sluza. Ljudje tako hrkajo, medtem ko so morda prehlajeni, a ne? Ampak samo ko so prehlajeni. Ampak nekateri pa imajo konstantno tako. To mi takoj pove, da imajo alergijo na nekaj. Zato, ker če je alergija, potem telo dela odvečen sluz. Ekstra sluz. Torej, če oseba to je in ima ves ta sluz in piha v nos vsako jutro, potem mi to pove, da imajo alergijo in še nekaj se dogaja. Ne vedo tega. Včasih si mislijo, da je to pač življenje, a ne? Ampak kar se zgodi? Kaj se dogaja tu zgoraj? Dobimo iritacijo, malce poškodbe in sedaj naše celice se razvijajo v bakterijsko in glivično obliko. Vidite evolucijo? Kako v bistvu se razvijajo potem glivice? To je glavni razlog. Zato, ker glive, če tukaj živijo, potem imajo razlog, da so tam. Včasih lahko pride, da vdihavamo plesen ali pa kakšne kemikalije, ki povzročijo iritacijo in ta odvečen sluz. In včasih se to hrani s tem, ko recimo vsak dan pijejo Coca-Cola. Torej, veliko faktorjev je lahko.
Da bi pa pozdravili sinuse, prvič, treba je v primeru bolezni treba najti vzrok, drugič, slabe navade je treba spremeniti in spremeniti nezdrave okoliščine, primer ven iz plesnave hiše, zamenjati službo, da ne vdihavate kemikalij ves dan, spremeniti prehrano, potem pa naj se naravi pomaga, da izloči strupe in vzpostavi prave pogoje v telesu. In kar lahko storijo je, vdihavajo lahko vročo paro, oziroma toplo paro. Sicer je pa tako, da večina ljudi, ko dobijo olajšanje, ko vdihavajo inhalacije, morda malce eukaliptusa, ampak 10 minut kasneje so spet zamašeni. Razlog pa je zato, ker ne prenehajo tretmaja z ledenimi obkladki na obrazu. Ker končajo tretma, imajo sedaj vse te odprte pore in to vročo kožo, ki se spet ohladi pri hladnem zraku. Vsak vroči tretma bi se moral končati z mrzlo vodo. Ampak kar lahko še naredijo, je, da vdihavajo prah zlatega korena. Kakšni so naši sinusi? Sluz. Kaj je tonik za sluz? Torej, nadski zlati koren. Rečemo jim, da se dajo malce tukaj v dolbinco na roki. Včasih se je imenovala snif v dolbinca, ker včasih so si svoj snaf dali sem in snifali. Torej lahko uporabijo to. Jaz imam kar dobrega, kako vidite, veliko dolbino. Ampak kar morate storiti je to, da greste v ogledalo, torej da vidijo, ko je njihova nosnica nad to dolbinco. Dajo najmanjšo količino, res majhno količino, ker je ta stvar zelo draga in ne potrebujete veliko. Čisto malo. In ne gredo. Sicer se bodo počutili, kot da jim bo glava eksplodirala, ampak majhne vdihe. Tako ga malo po malo ponjuha in veste, ko je na mestu, ko dobite tisto grenko na grlu. In še malce, neka gospa nekoč je to počela in je vprašala, ali je tako prav, in ta zlati koren je odpihnila. Ojej. Nočemo ga zgubiti. To je dejansko kot zlato. Res je kot zlati prah. Čudovita rumena. Torej, kako pogosto naj bi to počeli? To lahko počnejo 2-3 na dan, če vas olajša, če pa je potrebno, pa še večkrat. Spodbudite jih, da ne pihajo z nosom vsaj 10 minut, da naj vdihavajo to. In potem na koncu naj pihne nos. In ko bodo čihenli, bo seveda fluorescenčno rumeno zaradi tega zlatega korena. Torej, kaj se tu dogaja? Kralj tonikov za vse sluznice. To pomaga tem sluznicam, da se pozdravijo in hkrati jih očisti. Vidite? Ta medicinska sestra, ki je prišla k nam, ki je bila otorinolaringologinja, k njej so se vsakih 5 let vračali isti ljudje, zato ker niso odstranili vzroka in so mogli ponovno očistiti reč. Torej, če ne odprate vzroka, potem se bo nadaljevalo. Imeli smo tudi gospo na 10-dnevnem programu, ki je imela zelo boleče sinuse, do točke, da je bila na tabletah proti bolečinam. Vsak dan. Verjetno je bila nekje 30 let stara, morda malce preobilna. Pogledali smo si prehrano, ja seveda. Jedla je vse alergene, ampak ni vedela. Torej prišla je nazaj 1 leto kasneje in vse veste, povedali smo, kaj naj počne, prenehati s to hrano, začni njuhati zlat koren in to je počela in 1 leto kasneje je prišla in ko je prišla, jaz nisem vedela, da je to bila ona, izgubila je 10 kilogramov. Čudovito je izgledala. Rekla je, ne spomnite se me, kaj ne? Rekla, poskušam se vas spomniti. In potem, ko je govorila, sem jo prepoznala, tudi njen obraz. In rekla je, moje življenje se je obrnilo na glavo. Ko sem zapustila Misty Mountains, nisem jemala več tablet proti bolečinam. Bolečina je bila zaradi sinusov, ker so bili zablokirani. Rekla, izgubila sem tudi težo, kot vidite,
In rekla je, ne bi verjeli, kakšno kvaliteto življenja imam sedaj. Ste vedeli, da bi naše življenje moralo biti dobro vsak dan? Vsak dan znova. Mojo mamo je zelo zaskrbelo, ker sem zgubila kilograme, da sem preveč zgubila. Ko je ustrajala, da je narediva krvni pregled in izvidi so bili popolni. Čudovita zgodba je bila to, tega kako se je nekdo dolgo bojeval in trpel in potem se mu je vse obrnilo na bolje. Sedaj pa razjede v ustih. Se spomnite, gledamo na dele telesa s sluznico, kjer lahko zlati koren pomaga. Vprašanje? Rada bi samo povedala, da pri sinusitisu, da pomaga tudi vroče mrzlo. Ja, seveda. Vroče mrzlo je zelo dobro, to je res. In seveda tudi vroča para zelo pomaga, ampak pozabijo na tisto mrzlo na koncu. Razjede v ustih, torej spiranje ust z čajem iz zlatega korena, po obroku in seveda tudi pred spanjem. Zato vsak, kar počnete pred spanjem, bo delovalo dlje časa, medtem ko spite. Poglejmo se tudi sedaj želodec, razjede v želodcu. Zlati koren in rdeči brest pomagata ozdraviti razjede v želodcu. Razdraženo črevo, kar smo omenili, tudi Crohnsovo, kolitis, vnetje sečevoda, torej ko vzamejo zlat koreno, to pride ven z urinom. Torej dezinficira vso pot ven, medtem ko gre skozi sečni sistem in ledvica. Vprašala bi vas rada, če imate kakšne druge zdravila za vnetja sečil. Torej za vnetja sečil lahko uporabite zlato koreno v tabletni obliki, zelo grenko je. Zelo veliko ljudi si to zato raje vzamejo v kapsuli ali v prašku. Jaz pa mislim, da je v kapsuli malce preveč in je škoda. Torej polovica kapsule naenkrat je dovolj. In preveč je zato, ker je tako drago. Probajte kupiti, boste videli, kako drago je to. Jaz to lahko kupim samo v Ameriki. In polovica male žličke je veliko, zato pravim, dajte raje polovico kapsule. Proti vnetju sečil, se pravi brusnice. In kako delujejo brusnice? Povzroči, da se naredi taka obloga mehurja in ga naredi zelo težko za mehurje, da bi obstali tam in obstali na mehurjevi steni. Tako v bistvu deluje. Torej, brusnice in zlati koren date skupaj in dobite zelo dobro mešanico za vnetje sečil. Vprašanje, gre tu za prah brusnic? No, brusnice so zelo grenke, torej vse brusnice, ki kupite posušene, so pocukrane. Ja. Nekaj sem kupovala v eni trgovini in sem gledala vse brusnice, ki so jih imeli. In niti ena niso bile brez cukra. Najboljše je, da kupite to v obliki tableta. Sicer so skoraj niso lahko za pojesti, ker so tako grenke. Ampak, če dobite posušene brusnice brez sladkorja, je to najboljše. Videla sem brusnice tudi, ki so se sušile z jabolčnim sokom, torej da niso toliko grenke. Vprašanje, ne vem, a poznate švedsko lingon berry, če se lahko uporablja. Podobno je brusnici. Morda je to tudi opcija, ne vem, ja. Če si pogledamo vsa področja, kjer lahko uporabljate zlato koreno, je to res čudovito zelišče. Še eno področje, kjer ga lahko uporabljamo je, in to je v čaju, ki ga imenujemo prebavni čaj. Mi ga imenujemo dig čaj in to damo vsakemu izmed naših gostov. In čudovite rezultate smo imeli s tem prebavnim čajem. In to je ena merica regrata, ena merica golostebelni sladki koren, ena merica svišč korenine, ki je zelo grenka, in polovica merice zlatega korena. To so vse korenine,
torej jih je treba kar prekuhati. Ampak lahko kupite tudi suhe in zmešate skupaj v posodici. Mi trenutno ne moremo kupiti zlatega korena, težko ga je najti. Naši so najdli kapsule, torej kupujemo kapsule. Približno pravilo je, da mala žlička teh zelišč na skodelico vode in zato, ker so korenine, mora 10 minut na malem vreti in potem pustiš in med tem, ko čaka, gre še več teh vsebin v vodo. Vprašanje, ali obstaja razlog, zakaj? Zakaj tukaj ni poprave mete ali komarčka, ki so tudi dobri za prebavo? Ja, pomagajo. Kar nekaj reči, kar pomaga pri prebavi. Ampak danes smo šli k grenkim korenom. Doza pa je četrt skodelice vroče tik pred obrokom. Dr. Kellogg je povedal, kako spodbuditi prebavo s tem, da četrt kozarca zelo vroče vode spiješ tik pred obrokom. To stimulira sproščanje prebavnih sokov. Torej, mi smo šli še korak dlje in smo naredili vroč grenak čaj. Torej, ko ta grenak čaj pride v usta, že stimulira izločanje. Torej, sporočile gre v možgane, jetra začnejo sproščati prebavne sokove iz žlez v želodcu. Govorili smo tudi o prenizki kislini in to je res dober stimulator vodikove kisline v želodcu. Torej, ta čaj za prebavo. Mojemu možu ga dam vsako jutro, tudi jaz ga imam vsako jutro, ko sem doma. In kot sem že rekla, imam zelo dobrega moža in stori vse, kar mu rečem. Rekel je, da mu je že vse naratalo. Večina ljudi, ko ga prvič spijo, si reče, ker je res grenk. Ampak ta sladki koren doda malo sladkobe. Torej, kar sem danes vse povzela, je zlat koren. Kar nekaj ljudem smo pomagali tudi z zelo trmastimi razjedami. In te razjede se dostakrat pojavijo pri diabetikih na piščali. In to zato, ker je pretok krvi tja bolj šibak. Neka gospa je pripeljala svojo mamo in njena mama je bila že na vozičku. Eno sobo imamo, ki lahko pridejo invalidi noter. Ampak če je kdo tak, rečejo ljudem, da nismo sicer bolnica, torej če kdo potrebuje oskrbo, naj pripelje tudi nekoga, ki bo skrbel za njih. Mi smo samo učitelji, ki učimo ljudi, kako so lahko sami zdravniki. Čudovito bi bilo, če bi lahko imeli bolnišnico, kjer bi to počeli. Brala sem autobiografijo dr. Gertrude Brown, ki se je usposabljala s Kelloggom v Battle Creeku. Torej, to je nekje poznem 19. stoletju in rekla je, tam je delala približno 6 let in je rekla, da je to bilo najbolj čudovit kraj za delati na Battle Creeku. Tam so imeli 1000 postelj, ogromna reč. Dr. Kellogg je bil čudovit kirurg in redko kdaj je operiral. Vse je naredil. Ampak operacija je bila zadnja reč, ki jo je storil. Tako je lepo bilo prebrati to. In v svoji autobiografiji je rekla tudi, da je dr. Kellogg bil živ primerek zdravstvenega sporočila, ki ga imamo. A ni to čudovito? A ne bi radi slišali, da nekdo reče to v vas, da ste vi naši poslanci, ki jih vsi poznajo in razumejo, berejo. In vsi zaposleni so prebrali tega človeka in on je res bil pričevanje. Zgodilo se je že v preteklosti, da so imeli bolnico, zdravstveni center, kjer so implementirali te stvari. Rekla je tudi, da je mnogo bolnih prišlo in da so odkorakali ven. Jaz sem bila v mnogih velikih bolnicah takrat, v Londonu, in v 40 letih je šla tudi v Edinburgh, kjer se je usposobljala kot zdravnik in rekla, nikjer nisem videla nikjer tako, kot je bilo v Battle Creeku, v sanatariju. Ljudje so odkorakali ven zdravi. Nisem še videla nobene bolnice, ki je to počela. Kako je njeno ime? Dr. Gertrude Brown.
In moja škotska mama je srečala to doktorico. Ona mi je povedala njeno zgodbo in sem rekla, čudovito, njeno knjigo imam, super, torej, in tako mi je prenesla to knjigo. In tudi podpisala oziroma pisala je v tej knjigi. Res je čudovita, zelo zanimiva zgodba. Nažalost so farmacevtske podjetje tako velike sedaj, da je skoraj nemogoče imeti tak kraj. Ampak kar lahko imamo, so taki mali centri zdravja, kjer lahko delujemo 1 na 1. Govorili smo o razjedah in če imate razjede, ki nočejo odnehati, ostajajo, torej gospa je imela 80 let in res je imela trajne razjede, torej očistite z vodikovim peroksidom, tudi s čim drugim, morska voda, in da jo naredite je skodelica vode in ena mala žlička keltske soli. In s tem lahko uperete in potem to rano daste na sonce. Ali veste, da so včasih z vozički odpeljali, v Florence Nightingale času, z vozički odpeljali pacijente ven in so dali te razjede na sonce. Sonce je čudovit zdravnik. To je bil del zdravljenja. In potem smo poškropili mešanico okoli razjede. Enako količino zlatega korena in kajenskega popra. Eden izmed problemov razjed je to, da je pretok krvi zelo šibak. In kajenski popr kaj stori? Premika kri. In kaj je kri? To je življenje mesa. V enem tednu je res izgledalo čudovito, kakšen odziv smo imeli. Večina ljudi, ko potrosite kajenski popr in zlat koren, ne čutijo kajenskega problema, ker to je problem, ne? Ker so diabetiki, ne? Ampak ta kri hrani živce, ampak počas in počas smo videli, kako so se razjede tako pozdravile od teh diabetikov. In rekla sem jim, kaj naj storijo, in sem mi povedala, Barbara, to je neverjetno. Sedaj tudi vidite, zakaj počnemo to? Kajenski popr stimulira kri in zlati koren, kralj tonikov in zelo močen antimikrob. Govorila sem z gospo na Škotskem prejšnji teden, ki je pred 10 leti delala v domu za ostarele in povedala mi je, da so uporabljali ličinke črve, da bi očistili rane. Ste že slišali za to? Rekla je, dobili smo jih v majhnih posodicah, dali mali na rano in to ste pustili en dan gor in ko ste odprli rano, so bili vsi kot debeli črvi. In rekla je, in rane so bile očiščene. Od muhe. Poznate te muhe, ki ležejo jajčeca? Ko nekaj umira, pridejo vse te verjetno zelene muhe, to mislim, ja. Torej, te grozne muhe. Ja, in te črvički, ličinke, ki potem jih uležejo. Ja, gre za zeleno muho, to mesarsko muho. In očitno je, da so to uporabljali celo v vojni. Če so imeli rane, ki se niso zdravili, so pustili, da muha izleže jajčeca gor in tako so očistili rano. Škotska gospa mi je to povedala, da so to počeli v bolnici oziroma domu za ostarele. Zelenimi muhami. Se spomnite, ko reče, ne pustiti mesa na odprtem, ker bo muha pristala in zalegla črvičke. Torej, te muhe, zelene. Torej, za razjede bi to uporabili kolikokrat? Ja, morda uporabite to 2-3 na dan.
Mislim, da smo izčrpali zlat koren. Zdaj pa bi si rada pogledala tudi aloe vero. Obstajajo 3 zelišča, ki imajo rastni hormon. Eno je rdeči brest, eno aloe vera. Ste že kdaj prerezali list aloe vere? Ste opazili, kako hitro raste koža? Zdaj, ker ima rastni hormon, stimulant. Jaz aloe vero imenujem Božja krema za kožo. Uporabljala sem jo, ko so moji dojenčki imeli vneto kožo. Odprla sem in namazala vse tam okoli. Ker pa je zelo pomaga tudi pri opeklinah. In videli smo zelo čudovite odzive pri opeklinah. Naš vzdrževalec Dave, vem, da Kasper pozna Davea, Aborigin, kuril je neke smeti in drevesa in ni dobro gorela, torej je šel po bencin. In ogenj se je uspel, njegov obraz, roko in zelo hudo tudi na nogi ga je opeklo. Nikomor ni povedal in šel domov in se stuširal. Brat je prišel k njemu in ga videl, kako sedi na... In tako je poklical enega izmed nas in so mu dali aloe vero. Odprli so list in gel razpackali po tam in vse posod. 1 uro kasneje so me poklicali, ker še vedno ga je bolelo in so rekli, mislim, da ga moramo peljati v bolnico. In ko so to rekli, sem hitro letela tja, bomo videli, počakaj. In kar sem storila, in to je zelo pomembno, da ne odvzamete aloe vere ven iz lista. Torej list odrežeš, pustiti morate, da ostane cel list, ker če vzamete samo žele ven, ko bo treba zamenjati obkladek, se bojo robovi zasušili. In ena izmed najslabših stvari pri opeklinah je to, da se ti nekaj zasuši in potem spet še enkrat trgaš kožo. Torej, kaj sem storila je, veliko ljudi je bilo, ker so vsi mislili, ok, bolnico gre, ampak eno področje njegove noge je bilo, ki je bilo 3 nivoje globok, torej čist do mesa požgan. Razrezali smo aloe vero na ta način, odrezali smo špičke in smo se stavili kot puzelčke skupaj, tako da je prekrilo vso površino. Torej, kar nekaj ljudi je bilo, ker je to zelo sluzasto in se premika okoli. Torej, špičke odrežeš stran, razpoloviš in odpreš in potem pokriješ to na rano. In če pustiš to kožo od aloe vere celo, se ne bo zasušila rana. Vedno bo mokro. Veliko ljudi je to že uporabilo, ampak žele so vzeli ven in dali na povoj, potem, ko je bilo pa treba zamenjati obkladek, pa se je stvar zasušila in so spet poškodovali kožo. Mi smo to rano tako oblekli in Daveu sem skozi govoril, vse bo v redu. In on je bil tak, vse to po njegovi nogi, po roki. Težko je bilo na obraz dati, tako da smo sam privezali na obraz. Njegov obraz ni bil tako hud, ampak boleče pa je bilo. Zato smo utrli na obraz in to neprestano gor daješ. In tudi svoje kože za sebe naredile z tega. Če dajete aloe vero na kožo, je sluzasto, ampak potem po 20 minutah v bistvu je že druga koža čez. In potem smo vprašali Boga, naj to blagoslovi, vse smo zmontirali z povoj in potem se je že nasmehnil. In njegova bolečina je padla verjetno iz 10. Ko sem prišla, mu ni bilo dobro. Ampak dobro se je držal. Približno 8 od 10, ko sem šla. In to je bilo približno ob 3 popovdne. Nisem slišala nič, sem mislila, ok, vse je v redu. In rekel, da je prišlo nekaj 5, 4 do 10, prednje šel spati. Sem rekla, ne premikaj, bova še enkrat oblekla čez en dan. Torej, če se je treba stuširati, on je šel domov se stuširati, ampak to je glih prej storil, Ni bilo potrebno, da se še enkrat. Dokler en dan kasneje. In ko sem šla zjutraj pogled, je samo sedel in se mi smejal v obraz. Kaj vam to pove? Koliko te bo ljudi, sem ga vprašala. Rekel, 1 ali 2.
od 10. In to je neverjetno. Kar morate storiti v bistvu pri opeklini je, da ne pride zrak zraven, zato ker zrak je v bistvu tisto, kar povzroča tudi bolečino. Vprašanje je torej samo en obkladek aloe vera? Ne. Zamenjali smo ga po 24 urah, dali še več listov gor in on je lahko prenesel tudi menjavo. Včasih je menjava zelo boleča, ampak nič se ni limalo in aloe vera je skrbela, da je vlažno in sluzasto. Super. In smo zamenjali in to smo naredili, mislim, da 2-krat. Že po 3. dnevu je že začel delati pri kompostu. In njegov obraz je bil res dober. Temno kožo je imel in pri opeklinah na temni koži res vidiš razliko. In naslednji dan sem pogledala njegovo nogo in počel en mehurček. In pod mehurčkom je bila že nova koža. A ni to čudovito? Res čudovito. In vsi so bili navdušeni. Se spomnite, kaj so hoteli narediti? V bolnišnico so ga hoteli peljati. Razumem jih. Ampak obklade, ki smo ga dali, če ne bi dobil odziva in če vi ne dobiste odziva, potem boste storili ravno to. Ampak ko sem videla, kaj se je zgodilo, treba je pač pustiti kožo gor na odaluje. Gospa me je kontaktirala prijateljica, je rekla, moja prijateljica je imela nesrečo z vrelo vodo in se upekla prsi in vse po roki dol. In koža se kar lušči dol, bila je pri zdravniku in zdravnik je rekel, sredi tega, temu reče prve globina pekline do 3. In zdravnik je rekel, naj gre v Sydney, kar je 5 ur stran, in je rekel, da bo mogli premestiti kožo in rekel je, da je mogoče, da nikoli več ne bo imela popolno uporabljati svojo roko. Imela je dvojčka in še enega 4-letnika, 2 leti. In v dilemi so bili, kaj naj naredijo. In prijatelji mi rekli, poznam gospo, ki mislim, da vam lahko pomaga. In tako sem jim rekla, da naj dajo aloe vera gor. In so tako naredili to. Nisem jih videla, dokler naslednji popoldne, srečala sem jih pri prijateljevih, ker imajo veliko aloe ver. In nekaj 10 ljudi je bilo tam, ki so vsi gledali, kaj se bo zgodilo. In ko sem pogledala roko, ni bila tako grozna, kot sem si mislila. Samo majhen kos je bil, ki je bil res surov. Njen mož pa je stal tam z boljeznim pogledom. Rekla je, moj mož ni srečen, želi, da gremo v Sydney, da gremo v bolnišnico. Misli, da bom zgubila roko in tako naprej. Tako sem mu rekla, vem, kako se počutite, ampak poskusimo. Sem že videla, kako deluje. Čudovite stvari. In rekla sem, roka ni tako hudo, kot bi bila. Pa je rekel, ok. Torej, storila sem isto z roko. In 3 smo držali tisto aloe vero gor in potem, ko smo jo ovili vse okoli roke, več teh papirjev, smo na čisto povili oziroma dali eno blago in potem še povili. In to je zelo olajšalo. Njena prsa so izgledali kar dobro, zato ker je imela aloe vero gor. Ampak ni mogla dobro pričvrstiti, ker je bilo še kar težko pričvrstiti. In sem rekla, ne menjajte tega 24 ur. Zakaj pa ne 24 ur? Ker med tem časom se začne zdraviti koža. In če zmenjate to preveč, moti ta proces zdravljenja. In tako v bolnišnicah danes najdete, ne menjajo stvari 2 dni, 48 ur. Z tega, ker so odkrili to. Morda včasih tudi 3 dni. Tudi jaz nisem menjala obkladka in tudi hiša, kjer sem bila, so tudi sami videli, kako to storiti. In eden izmed razlogov, zakaj so se odločili z aloe vero, je to, ker se je tako dobro počutila. Ko je bilo to gor, je njena bolečina takoj padla. In ko je mož to videl, kako se je sprostila in srečna, in sem mu rekla, aloe vera ima rastni stimulans
In to lahko res pomaga. Bil je srečen, da je lahko to, ker če bi šli v Sydney, bi moral nekoga najti, da bo skrbel za dvojčka in za unga otroka in sam bo mogel vzeti dopust in tako naprej. Torej, veliko stvari bi se zakompliciralo. To ga je tudi dobilo, ja. Da je privolil. Nisem več slišala od njih, sem pa slišala od naše prijateljice, ki je rekla, da se zelo dobro celi. Samo to sem slišala. Ampak 2 meseca kasneje sem bila na obisku kiropraktik, ki je zelo pameten človek, ki popravlja hrbet. In preden sem šla k njemu, so prišle ven iz sobe. In jaz ravno takole sem šla ven in ko so me videli, so bili, Barbara! Kot da je slavna oseba prišla. In mož se je tako smejal na široko. Povedali so mi celo zgodbo. In je rekla, poglej. Sploh ni bilo videti, da so imeli kakšen opeklino. Popolno lahko uporabljam svet roko, je rekla. Res je vredno poskusiti, kaj ne? Vprašanje. Kaj je pa zdravnik rekel njim? Glede... Ja, nista šla več nazaj k zdravniku. Zato, ker zdravnik bi jim dal napotnico na specialisto v Sydneyju. Rekli so, da so šli po še drugo mnenje. Nikoli ne rečeš, da greš v alternativno zdravljenje ali kakorkoli. Ja. Takoj, ko to rečeš, si bojo mislili, in sicer ne vsi zdravniki, ampak bojo mislili, da greste nekam, kjer se izganja duhove, neka narušenca. Poznam nekaj zdravnikov, ki ne mislijo tako. Ampak nažalost, večina zdravnikov je takih, ja. In popolnoma se je pozdravilo. Aloe vera je res tako kot čudež. Ko sem se prvič preselila v svojo hišo, pred 10 leti sem posadila aloe vero in gabe so se okoli hiše. To sem storila, prednje hiša sploh bila renovirana. Vprašanje, koliko časa je nosila te obkladke? Veste, da mislim, da jih je dala aloe vera obkladek na prsa, na kožo približno za 48 ur. Ker koža zelo hitro raste in ko je koža tam, ste varni. Mislim, da je to počela 6 dni, vse skupaj. Hotla se je dvojno osiguriti, ker je imela zelo surovo kožo. Prišlo je do točke, ko je odkrila, da v bistvu ni treba več početi drugih stvari. In samo še tisto, kar je res kritično. Vse vidite, vaš odziv vašega telesa. To vas vodi. Jaz nikoli nisem hranila mojih otrok, spodbujala sem jih, da naj razmišljajo za sebe in bojo neodvisni. In to počnem tudi z ljudmi, katerim pomagam v zdravju. Učim in pokažem in potem pustiš pri njih. Jaz jim samo svetujem in potem vprašajo, kako pogosto naj delam. Boste videli, kako se počutite. In če vas boli, ponovite.